Zdaj pa k sodobnim pesnikom, ki prav tako spodbujajo strpnost. Saša Petrovič prihaja iz družine, ki se je konec 80-ih iz Beograda priselila na Vrhniko. Čeprav je bil rojen v Sloveniji, izgovarja L. Pri repanju pa uporablja precej srbskih besed. Zato radijske postaje dolgo niso predvajale njegovega poletnega hita Lagano. In zato je danes v studiu Na glas. Saša, živo, dobrodošel. Klavir si začel igrati že pri 6 letih, pri 13 si pisal besedila, repov, kako to? Pa v bistvu so videli doma, da me glasba že veseli že zgodaj. Tako da moj oče je tudi bil nekako nadarjen glasbenik, ki igra kar 3 inštrumente, klavir, harmoniko, kitaro. Tako da je videl, da ves čas, ko sem bil zraven, je tudi mene to zanimalo. Pa so me vprašali, če bi pač hodil v glasbeno šolo, sem se vpisal, začel igrati klavir in nekako je to spontano tako šlo naprej in še danes sem v tem. Najprej si pa hotel postati košarkar. Ja, v bistvu celo življenje sem v športu, to je velik del mojega življenja. V bistvu v 2. razredu osnovne šole sem začel igrati košarko, sem treniral 11 let, ampak nažalost, bil sem zelo perspektiven košarkar, ampak so mi poškodbe preprečile, da bi se s tem naprej pač ukvarjal, tako da nekak splet okoliščin je navezal na to, da sem se v življenju ukvarjal z drugimi stvarmi. Pol, ne vem, v najstniških letih sem nehal trenirati košarko, sem pustil šolo, ker je nekako naša družina se ločila, razpadla in v bistvu sem bil prepuščen sam sebi, sem se mogel nekako znajdeti v tej eni brezizhodni situaciji za tistega najstnika. In sem nekako s pomočjo glasbe pa športa izplavil ven iz te neke negative in sem se najdel in v športu in v glasbi, tako da je še danes šport velik del mojega življenja. Zelo zgodaj si se naučil skrbeti zase. Delal si tudi v komunalnem podjetju in tisti kadri iz spota Lagano niso kar izmišljeni. Te je vse to utrdilo? Ja, definitivno. Nekako sem bil prisiljen biti močan in hitro odrast, dozoreti, tako da v tisti eni situaciji sem bil prisiljen, da se ukvarjam z različnimi stvarmi. Bil sem, ne vem, tudi v slabi družbi na ulici, pa sem spoznal različne ljudi, različne izkušnje dobu, negativne, pozitivne. Pol sem delal kot študent v različnih podjetjih, komunalno podjetje, v trgovini, v nekih lokalih in vse. Pol je pa nekako to navedel do tega, da sem nekako, prijatelji so me spodbudili, da resno se začnem z glasbo ukvarjati, ker so videli, da imam ta talent in mene to tudi veselilo, tako da je pol nekako prišlo do tega, da v bistvu z glasbo so se mi še druga vrata odprla. Ne sramuješ se svojih priseljenskih korenin? Ne, nikoli. Jaz sem ponosen na to, kar sem in na to, da moji starši pač prihajajo iz tam, kjer prihajajo. Moj oče je iz Beograda, moja mama je iz Hrvaške, iz Obrovca, iz Dalmacije, tako da ona dva sta se nekako spoznala pa v Beogradu in sta se odločila nekako prideti sem v želji za boljšim življenjem in zato, da bi tudi mi otroci imeli boljše pogoje. Tako da jaz sem vesel in srečen, da je Slovenija postala moj dom, da sem se tukaj najdel. Tudi moja mama je me zmeri vzgajala po slovenski kulturi in se v bistvu oba starša sta se prilagodila in jaz sem Slovenijo pač sprejel kot svoj dom in v bistvu jaz se imam za Slovenca, danes, ko me kdorkoli vpraša, kaj si ti. Jaz sem Slovenc, ker v bistvu vzgojen sem na slovenski način, sprejel sem to kulturo, rad imam Slovenijo in v bistvu tudi slovenščina je moj materni jezik. Ja, ampak precej besed recimo uporabljaš srbskih, pa tudi izgovarjaš ta trdi L. Ja, to nekako je mi prirojeno, bi jaz rekel. V bistvu v okolju, kjer smo se družili, smo bili vsi zmešani in Slovenci in v bistvu, kako bi rekel, otroci iz priseljenskih družin. Tako in v bistvu smo najdali neko svojo govorico, nek svoj sleng in pol je to čisto spontano tako nastalo. Jaz ne morem tega popraviti, niti si ne želim, ker jaz sem to, kar sem. In najbolj je nekako v življenju se držim tega načela, da si to, kar si. Ampak to je zdaj nekako postala tudi del subkulture, v bistvu kot neki trend ali pa modna muha, ali kako bi te rekel? Zdaj je v bistvu to nekak trend in način nekega govora in oblačenja in vse. Tako da v bistvu se mi zdi, da v Sloveniji in nasploh po svetu se je vse že toliko zmešalo, da se na to sploh ne gleda in da ni nekih teh nacionalnih preprek. In tudi jaz, kot oseba, nikoli v Sloveniji, mogoče, ko smo bili malo mlajši, v osnovni šoli so še bile te neke tenzije oziroma smo bili označeni za, ne vem, čefurje, Balkance, Bosance, v bistvu karkoli, ampak se mi zdi, da z leti se je to spremenilo in da zdaj ne vidim teh razlik in da so v bistvu
tudi vsi nas sprejeli otroke priseljencev kakor svoje oziroma kakor otroke Slovenije. Tako da sem zelo vesel, da se je to zgodilo. O tem priča tudi 27 milijonov ogledov skupaj na tvojih pesmi, tvojih spotov na YouTubu. Kako razumeš to neverjetno priljubljenost? Pa to razumem tako, da v bistvu prvo izviram iz sebe, da delam nekaj, kar me veseli, izražam svoja čustva in sem to, kar sem, in ljudje to začutijo, moja to iskrenost in nek mindset. In definitivno vsi, ki me poznajo, mogoče imajo neke predsodke, so imeli prej o meni, ampak ki me spoznajo, vidijo, da sem res dejansko good guy in da sem res iskren in da sem to, kar sem in da se ne sprenevedam, da se ne delam, da nisem neki, kar pač, da bi se neki v bistvu delal, kar bi hotel biti. Ampak sem, kar sem pristan in se mi zdi, da to nekako najbolj pali in da tudi ljudje se najdejo v mojih komadih, ker imam zelo različna sporočila, ne. In tudi delam take komade, ki so v bistvu, jaz nimam prav nekako izbrane ciljne publike, ampak je meni v bistvu važno, da me ljudje začutijo kdorkoli, ali so to otroci, najstniki, srednješolci, malo starejši, srednja leta, upokojenci, kdorkoli se pač najde v moji pesmi, je dobrodošel in sem v bistvu vesel, da nekako svojo glasbo pozitivno vplivam na ljudi in zato, da me to dobro sprejemajo. Ja, zato je zanimivo, da so te mediji nekako vse do zdaj ignorirali. Pa ja, v bistvu nekako že nasploh tudi jaz to razumem, zato ker rap zvrst, kjer sem prej delal, mogoče v Sloveniji ni bila tako popularna pa priljubljena, zdaj sem pa v bistvu, kakor sem se razvil kakor oseba, se je tudi moja muzika razvila, dozorela in sem v bistvu to dal na en tak nivo, da v bistvu širša publika lahko posluša. Tako da zdaj nekako se mi zdi, da me ljudje bolj sprejemajo, lahko pa mogoče povem eno anekdoto, preden je prišel ta komad. Samo na kratko, ker smo že pri koncu. Preden je prišel ta komad Lagano, so nekateri glasbeni uredniki si želeli, da ne bi bil naslov Lagano, ker ni pač pristna slovenska beseda, ampak jaz sem rekel, da sem, kar sem, tako da sem ustrajal pri tem in je to tudi bilo tako, kar mora biti. No, zdaj je mogoče postala. Hvala lepa za danes. Hvala tebi.